Danes bomo govorili o svetovni popotnici, ki je že 100 let nazaj prepotovala od Japonske do Amerike in povsod vmes. Svoje doživetja je pridno dokumentirala s svojim telefonom, z Eriko, njenim najljubšim pisalnim strojem. Dobro, hvala Žan, hvala Erika in pa seveda tudi Alma, o kateri bo govora. Vprašanje se glasi namreč, na kateri točki svojega potovanja okoli sveta je bila Alma Karlin oddaljena najdlje od svojega rodnega Celja? A na Japonskem, B na Novi Zelandiji, C v Kolumbiji ali D v Indiji? Nova Zelandija. Katera izmed teh destinacij je najdlje od Celja? Spodaj, bolje kot Japonska. Ja, v Celju imajo tudi kip Alme Karlin. Obe ekipi pa menita, da je to na Novi Zelandiji. Žan, imata ekipi prav? Alma Ida Vilibalda Maksimiljana Karlin se je rodila v slovenski družini oktobra 1889 v Celju. Zgodaj je pokazala smisel za glasbo in risanje, še najbolj pa za učenje tujih jezikov, ki jih je šla študirati v London. Angleščino, francoščino, latinščino, italijanščino, norveščino, danščino, ruščino in španščino. Ko je dopolnila 30 let, je zbrala denar, si kupila pisalni stroj in se odpravila na pot okoli sveta. Obiskala je obe Ameriki, Daljni vzhod, Indijo, Tihomorske otoke, jugovzhodno Azijo, Avstralijo in celo Novo Zelandijo, ki leži praktično točno na drugi strani zemlje z vidika Slovenije. Ko je bila tam, je bila najbolj oddaljena od rodnega Celja. Domov se je vrnila po dolgih 8 letih, konec leta 1927. O svojem potovanju in doživetjih je pisala v različnih časopisih in revijah. Napisala je več kot 20 knjig, ki so ji prinesle slavo tudi onkraj naših dežel. Hvala, Žan. Ja, vaše znanje geografije vam dobro služi. Pravilen odgovor je res B na Novi Zelandiji. 5 točk za obe ekipi. Bravo.